Pozdravljeni. Peščena ura bo pomagala, da ne bom predolga. Kaj vse ovira spremembe in kako jih vendarle izpeljati, je tretja tema kupa ob sredah, kratka predavanja v času tele epidemije. Na ravni posameznikov imamo opravka z zaznavo realnosti in seveda, kako jo dojemamo. Ponavadi rečemo, spremembe seveda da, ampak do mojih vrat. Drugi razlog, ki zelo vpliva na naš odziv, ko govorimo o spremembah, je skrit že omenjenih filtrih, notranjem zemljevidu. Skratka, največkrat na nas vplivajo prepričanja, podkrepljena tudi z negativnim nagovorom, z navadami, se to ne bo izšlo. In v spominu na študentska leta mi ostaja bivanje v študentskem stanovanju že pokojnega znanega vremenarja Miroslava Trontlja, ki mi je v pogovoru enkrat dejal, da rad prebira različne misli in me opozoril na tisto, morda tudi vam znano, nesposobni so sposobni onesposobiti sposobne. Seveda pa so razlogi za neukrepanje, torej da se ne lotimo sprememb tudi v sistemu samem. Spomnim se ene dogodivščine v okviru kupa komunikacije, sem imela usposabljanje v enem od hotelskih kompleksov in eden od udeležencev me je želel opozoriti na to, da se v njihovem sistemu itak nič ne da spremeniti. Rekel je, saj naš sistem je gnil, tu vse smrdi, na kar sem mu odvrnila z besedami, potem pa v tej dvorani resnično zelo zaudarja. Kajti sistem tvorimo ljudje. In s spremembami znotraj sistema, organizacije, podjetja, zavoda, javnega sektorja je pač tako, da mora vsak začeti sam pri sebi in zato je velika naloga in vloga vodje, da zna potrebo po spremembah tudi skomunicirati. Kajti v vsakem sistemu obstajajo zelo močne silnice za status quo, da ostane vse tako, kot je bilo, in zelo veliko napora je treba vložiti, da najdemo tiste vzvode in posameznike, ki pa so korak po korak vendarle pripravljeni vpeljati in podpreti spremembe, ki na dolgi rok seveda spreminjajo tudi organizacijsko kulturo in tudi samo delovno ozračje, da je bolj hudo, komunikacijsko ugodno delovno okolje in manj ubijalsko delovno okolje. Kaj je uspeh na koncu sprememb? To je vprašanje, ki ga mora nosilec sprememb, odločevalec znotraj organizacije znati zagovarjati in čim bolj nadzorno, plastično predstaviti, pač glede na javnost, naslovnike, ki jih ima pred seboj. 3 ključna vprašanja so pri tem. Prvo, kaj danes predstavlja problem, ki terja od mene, od skupnosti, družbe, države, neko spremembo v razmišljanju, v delovanju. Drugo, kaj je posledica problema, če ne vpeljemo nobene spremembe, torej pustimo stvari takšne, kot so. In tretje vprašanje, kakšne vire potrebujem, da lahko spremembo sploh izpeljem, torej da se lahko lotim vsega tega. Ko želimo navdihniti in motivirati ljudi, da nam sledijo, seveda samo zavezanost spremembam ni dovolj, potrebno je imeti vizijo, jo znati z njimi slediti in prepoznati ovire, tiste na prvi pogled, in seveda biti dovolj odprt in prožen, da nekako ponotranjimo, sprejmemo tudi vse tiste ovire, ki nam pridejo na pot. Eno je seveda teorija, različni modeli in tehnike, drugo je pa že tudi malce življenjske modrosti in kilometrina, ki si jo vzleti vsi, vsak na svoj način, pač naberemo. Tim Horson govori veliko o produktivnem razmišljanju, tudi nekaj knjig je napisal na to temo in pravi, vizija je cilj v prihodnosti. Verjamem, da to tudi sami veste, morda se v vsakdanjem življenju malo manj zavedamo, da če imamo problem in ne vemo, kje se nahajamo, kaj se nam dejansko v tem momentu dogaja in potem niti ne vemo, kam točno smo namenjeni, dejansko tavamo v slepem brez vizije,
Pravijo sicer, da tudi slepa kura zrno najde, ampak v osebnem ali profesionalnem življenju se nam seveda ne gre zanašati na to. Poleg vizualizacije cilja sprememb je, kot sem omenila, pomembno prepoznati tudi same ovire, ki se pojavljajo na poti do cilja. Zato je toliko bolj pomembno, da se sprememb lotimo po korakih, najdemo nekje najmanjši možni skupni imenovalec, če govorimo o organizaciji, oziroma tisti temelj, ki nas bo morda najmanj zabolel, ko bomo stopili na pot sprememb. Pomembno je, da tako sami pred seboj, kot v skupnosti, delu, katerega del smo, profesionalno, domače okolje, znamo pokazati sadove naših premikov, sprememb, torej kaj že gre na boljše s tem, ko počnemo drugače stvari. Saj veste, če vedno počnemo vse na isti način in pričakujemo drugačne rezultate, je pač nekaj narobe z nami, ne samo s sistemom okoli nas. Najslabše pa seveda je, in to se velikokrat dogaja, ko svetujem menedžmentu, da se vodilni lotijo velikega zalogaja sprememb v hierarhično okosteneli organizaciji. Torej, veliko vsega napovedo, ljudje so v pričakovanju teh sprememb pa ni od nikoder. Pa ne, da bi menedžerji, nekateri so prav dobri tudi kot ljudje, človek z veliko začetnico, ne bi želeli tega lotiti ali ne bi bili dovolj sposobni. Skratka, ne gre za to, gre za to, da med samim delom spoznavajo, da so silice upora, ki ohranjajo nespremenjeno stanje v sistemu, tako velike, da jim niso kos. Skratka, veliko poteznih obljub in načrtov ne bodo mogli izpolniti, vsaj ne v tako kratkem času. Potem z dneva v dan se jim dogaja, da naletijo na nove in nove egotripe. To so tisti ljudje, ki zase ali za katere rečemo on, ona in dolgo nihče drug. Skratka, ki so v središču sveta in v svet se vrti okoli njih. In jih je zelo težko prepričati, da bi se odpovedali kakšnemu svojemu privilegiju, vlogi, položaju, ki ga imajo, v dobro sistema kot celote. Zato je pomembno, in tako jim tudi svetujem, da se izpelje ena vidnejša sprememba. Torej, da dobi vodja čim širše soglasje, podporo, da ljudje začutijo, da to je pa zdaj drugače, da so postavljene neke druge tirnice. Problem, ki ga okupa zaznavam, je, da če se vodstvo ne obda z ekipo, potem malce kasneje, ki bi izpeljala te začrtane spremembe in je vse na članu uprave, direktorju, skratka na ozkem krogu ljudi ali celo samo enem posamezniku, se jim zgodi, da jih preplavijo taktične, nujne, vsakodnevne naloge, ki morda niso pomembne in povezane z cilji, ki bi naj trasirale spremembe. In tako sčasoma čas gre, velikih obljubljenih sprememb pa ni. Problem z komunikacijskega vidika, ko uvajamo spremembe znotraj sistemov, je, da je zelo dobro že od vsega začetka, ko ljudi hočemo navdihniti za spremembe, da se lotevamo komunikacijskega pristopa coacha in ne šefa v smislu naredi, povem ti, kaj imaš za narediti, ampak s poslušanjem, s postavljanjem vprašanj skušamo izvabiti iz ljudi najboljše, da sami spregledajo, da so spremembe nujne in da morda tudi sami opolnomočeni z zaupanjem, medsebojnim spoštovanjem, da kažejo možne rešitve problemov, ki bodo sistem posodobile, naredile bolj učinkovit, bolj prijeten, bolj delovno zanimiv za sodelavce. Pomembno si je seveda zagotoviti tudi podporo za spremembe. In če tega ne bomo storili, kar se lahko učimo iz lastnih napak, ali pa z napak drugih, se na koncu zgodi, da spremembe ne bomo mogli izpeljati v želenem obsegu, v želenem času, če govorim z vidika projekta, torej v okviru tistih projektnih smernic, ki smo si jih pač na začetku zadali.
Veliko modelov, tehnik nam je lahko v pomoč, ko se lotevamo sprememb v praksi, kjer pa moramo seveda predvsem biti dovolj prožni, da se lahko sproti prilagajamo vsem novim oviram, ki se nam postavljajo na pot. John Kotter nam v okviru svojega modela osemstopenjskega polaga na srce, da moramo razviti koalicijo močnih. To gre za paleto različnih ljudi, ki imajo različen vpliv znotraj sistema, različno znanje in potem kot nosilec sprememb, kot vodja, moraš predvsem med njimi znati skomunicirati vizijo, jim zaupati, in tako v bistvu imaš možnost, da znotraj sistema prek različnih deležnikov korak po korak vendarle izpelješ neke spremembe. Pred kratkoročnimi zmagami se nam postavljajo torej vedno nove ovire na pot in vedno znova, vsakič znova v bistvu moramo preverjati, kdo se upira začrtanim in večinsko nekje sprejetim spremembam. Je to na ravni procesov, ki so dovolj nedodelani, strukture odločanja, kako se upira, torej ali je to tudi konec koncev namenoma metanje polen pod noge, kar je slovenski nacionalni šport, ne? Ali zakaj, ali ni bil dovolj dobro informiran, ni ponotranjil potrebo po spremembah. Ta tretja točka je pogosto razlog za to, da se spremembe odvijajo počasneje z manjšimi učinki. Naj ponazorim za zgodbo iz mojih seminarjev, pa komunikacije, je tako ena od udeleženk rekla, veste, tudi pri nas smo začeli skenirati pošto v podjetju, da bi bilo manj papirjev, manj prekladanja listov, prenašanja med oddelki in da se v bistvu pošta posreduje samo po internetu. Ampak jaz kot poslovna tajnica direktorja za vsak slučaj še vedno vzamem tisti bel zvezek in z črnim flomastrom opišem prispelo pošto, z rdečim na drugo stran zvezka pa izhodno pošto iz podjetja. In klepetu, v katerem smo se tudi nasmejali, smo ugotovili, da gre za neprilagojeno perfekcionistko, za kontrol frika in predvsem za osebo, ki ni ponotranjila spremembe, ki je bila uvedena v podjetju in kot prva nosilka, prejemnica vse vhodne pošte, torej neke nove stvarnosti ni sprejela in si lahko samo predstavljamo, kaj je potem še z vsemi preostalimi oddelki, kako. Levito diamant nas uči, da ko predstavimo spremembe ljudem, povemo, kako bodo vplivale na posamezne dele sistema organizacije ali sistema družbe, na strukturo, način delovanja, tehnologijo. Če ponazorim s primerom učenja na daljavo, kaj se bodo v šolskem sistemu, v marsičem, kaj še imamo iz obdobja Marije Terezije, naučili tako šolniki kot učenci, dijaki, starši, ali bomo tovrstna znanja, dela na daljavo, tehnološke izzive s pridom uporabili tudi, ko se bodo naši otroci vrnili nazaj v šolske klopi. Kako bo to vplivalo na samo strukturo zaposlenih, katera dodatna znanja, veščine bodo potrebovali, na tehnologijo, ki je na voljo v šolah, morda na način delovanja. Velikokrat ugotavljamo, da so otroci enostavno predolgo v šolah, da je to služba s kakšno 0 uro od 6 do 2, potem je pa še več ur dela popoldne, pa če še imamo športne in vse ostale prostočasne dejavnosti, so dejansko dvakrat bolj obremenjeni kot starši, ki opravijo eno službo. Bomo lahko učenje na daljavo morda s pridom uporabili tudi v ta namen, v zmanjšanju fizične navzočnosti in fizične obremenitve naših šolarjev, dijakov. Skratka, kako bodo spremembe vplivale na vse podravni nekega sistema. In podobno vprašanje, kako bo dan potem, po koncu te epidemije, si zagotovo na ta ali drug način zastavlja v teh dneh vsakdo med nami. Heraklit Efeški, se veste, še pred približno 2000 leti je dejal stavek, ki velja še danes, sprememba so edina stalnica in njegov nasvet je bil tudi zelo preprost znotraj 3 vprašanj.
se giblje dilema spremembe da ali ne in kako. Najprej se moramo vprašati, kje začeti. Potem, kako globoko se bomo sprememb sploh lotili. In na koncu, kaj bo drugače po koncu teh sprememb. Spremembe so torej zagotovo izziv, ki nam je dan, smo rekli, vsem. Vsi se bomo znašli v neki novi poslovni, nekateri morda tudi v zasebni realnosti in soočili se bomo s tem, da bomo živeli neko novo normalnost, eni z boljše prilagojenim pristopom, drugi z manj, ampak spremembe so pred nami. Ostanite zdravi in srečno!